Dobrodošli v novi oddaji Billy's Voice podcast. To je tako imenovani drugi podcast. Danes imamo čudovite 3 goste, in sicer z nami je Egidi Kozi in rajski vrtnar. Dobro večer. Dobro večer. Potem je Eden Fohatom, sem prav rekel. Da. No, jaz bom ti kar rekel tako imenovani galaktični agent, ki nadzoruje vse to duhovno dogajanje in bo dal kakšne super pripombe nocoj. In pa glavni nadzorni organ Iveljana Belis, predsednica društva Belis, in pa moja malenkost Mihajl Belis, ki sem si to stvar na pobudo članov zamislil, kako bi potekalo, pripravil en tak program. Egidi me je prej vprašal, kaj je naslov programa, sem rekel, da bomo testirali nocoj mikrofon. Naslov programa sem rekel, da bomo testirali nocoj mikrofon. Že drugič. Ja, testiramo mikrofon. Če prenese, res jedo. Tako, glede na to, da smo bolj zdaj v tej obliki besede, bi takole začel od svoje v 3 stavkih, kako bi se predstavili. In prosim Iveljana v 3 stavkih, potem je vidi ti, pa Eden še ti. Ja. Jaz osebno se že 34 leto trudim, da bi bila sem otrok brezpogojne ljubezni, očiščujem svoje srce, svojo dušo in duha od vseh travm in ran, ki sem jih dobivala v otroštvu, že za časa, ko me je mami nosila v trebuhu. Vem, da ji ni bilo lahko. Bila sem njen 3. otrok. Imela je težko življenje za sabo in znano je, da otroci prinesejo na svet energijo mame. Glede na to, da moja mame trenutno ni v fizičnem življenju, vendar je v duhovnem svetu, s brezpogojno ljubeznijo, in upam, da bo meni uspel. To je moje delo. Najlepša hvala za tvojo predstavitev, Egidi. 3 stavke. Rajski vrtnar sem bil potrjen 2017, od velikega duha, da sem opravil to nalogo, da sem rajski vrtnar, rodovni vrtičkar, drugače sem pa najraje kekec. Dobre vole. Sem pa že enkrat povedal, da imam 2 vzornika, da je eden je kekec, drugi pa Jezus, in sta oba nepremagljiva. Kekec in Jezus, lepa kombinacija. To je to. Čudovito. Hvala, Egidi. Izvoli. Ja, tukaj Eden je pa po krstu z ognjem in torej te nesreči, ki sem jo imel, in potem knjiga, ki mi je dala misliti v življenju, bomo rekel, zbitega človeka v materičnega resnice, in sem potem, ko se je prišel do razpoke, sem začel srkati kot črna luknja vse, kar je vedenje, ker je veliko vedenja pravzaprav že v igri, ampak ta talent, ki ga prinašam v igro, sinteze, pomaga torej kristalizirati, sintetizirati, tako da sem potem postal manipulator ognja in vode, ki je pač Jezus prinesel ogenj in zdaj ima je treba prinaša voda, in zdaj smo ta proces sprožili, ko se je aktiviralo apokalipsa. In pravzaprav je šahmat že na dlani, ampak zdaj je cela šahovnica, kako se figurice premetavajo in kako hitro se ozaveščajo in informirajo. Je to. Čudovito. Bom jaz še povedal o sebi. Sem Mihajl Belis, in mene je življenjska pot vodila po različnih potih. Zelo zgodaj sem šel od doma, potem sem živel samostalno 15 let, postal duhovnik, sem se poročil, zdaj sem, koliko let sem poročen, 32 let polnih sem poročen, imam 3 otroke, od tega 2 živa. Ta smrt enega otroka me je zelo zaznamovala in sem se 27 let boril zaradi tega z državo in sem marsikaj 27 let boril zaradi tega
za državo in sem marsikaj spoznal v teh 27 letih, kako funkcionira zdravstvo, kako funkcionira politika, sodstvo, policija in tako naprej. S tem, da sem se pa preživljal z računalniško dejavnostjo, grafični oblikovalec, tiskar in mogoče kakšen nasvet dal, ki pa je bil vedno zastonj od srca iz mojih izkušenj. In zdaj, ko je prišel COVID, sem to svoje poslanstvo začutil, da to znanje podelim najprej na Facebooku in so se ljudje neizmerno dobro odzvali. Iz tega je nastalo društvo in to naše druženje in vas vse lepo ta večer pri tej mizi blagoslovljeno pozdravljam. Hvala lepa. Hvala. Nocojšen večer je zamišljen tako. Najprej testiramo mikrofon, pomahamo tukaj vsem, živijo, pozdravimo vse, ki so prisotni, a ne? Blagoslov vsem. Tako. Sam Jugoslavija. Zamislil sem si Blagoslov vsem. tako. Sam Jugoslavija. Zamislil sem si ga, glede na to, da je v Sloveniji 39. člen ustave, ki govori o svobodi izražanja. In ga bom kar prebral, da ne bo kakršnega koli dvoma. Zagotovljena je svoboda izražanja kakršnega koli dvoma. Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno izbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Vsakdo ima vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Kakšen top secret ali kaj podobnega. Moje sledeče vprašanje, glede na svobodo govora, tega izmed vas treh, prvo vprašanje. Glede na to, kar sem zdaj prebral, me zanima, kje je moralno-etična meja svobode govora, kje je tista meja, do katere ti smeš svobodno govoriti tako, da drugega ne prizadeneš, oziroma svoboda govora, kje je pravzaprav tista meja, ki jo vi čutite kot posamezniki tukaj zbrani okrog te mize, da je treba zadevo nekako zaključiti. Eden, prosim tebe za prvo misel. Ja. Naj bi imel to občutek za koliko lahko povem, čeprav so meni stvari tako domače, da včasih malo pozabim, da na tretji dimenziji pač včasih imel sem malo pozabil, ne, in včasih se pač rajši ustavim, pa sem potem tiho, ker je v bistvu s tišino lahko veliko poveš, bolj ker si v srcu, bolj srce govori in ja. Beseda je močna, beseda je kot meč in lahko bolj prizadene kakor fizično, ne. In ja, to so Indijanci recimo spoznali, ne, moč besede, ampak potem so zaradi tega so potem imeli radi tišino, da se ni zlorabljala zadeva. Iskrena hvala za tvoje mnenje. Egidi? Ja, to je težek vprašanje. Eden je mogel ledino zaorati, pa ne bi zdaj šel po njegovi, bi probal kakšno drugo smer odpreti. Po človeško, ne po božje. Ne. Zdaj, lih vse tudi ne moreš povedati, preklinjati. Je že ena škoda velika, ne, upravljati je tudi ni po božje, se to očara, se energije limajo na druge ljudi, imajo nesrečo v življenju in tako naprej. Če jedi na tistem, kar je res, tisti je pa pomembno, da se govori na ušesa, ki ne vejo, ne znajo, da se jih spodbudi na pravo pot. Etično, moralno, zdaj to je spet en tak državni izraz. Sploh ne morem odgovoriti na to njihovo etiko, moralo. Svoboda govora je v Sloveniji po medijih zatirana, to vidimo vsi, tako da si moramo polkrat bolj na štiri oči govoriti, tisto, kar je res v Sloveniji.
oziroma tudi priganjajo. No, če kakšnega sodnika užalaš, ti kar zapor zaprejo. Ali pa kakšno novinarko, a ne? Ja, tako da svoboda govora, lahko govoriš, ampak so posledice, ne, v Sloveniji. Hvala, Egidi, za tvoje mnenje. Iviljana, prosim. Ja, Iviljana, prosim. ja. Karkoli govorimo, je dobro, da govorimo besede, ki prihajajo direktno iz izvora življenja in resnice. Velikokrat te besede kakšnega človeka res ranijo, ki ni pripravljen, da bi sprejel tisto, kar je res. In to, kar je res, nas velikokrat zaboli. Težko je biti samokritičen do sebe in do svojih besed in dejanj, ki si jih naredil, ko nisi bil povedal, kar je res. Zato jaz mislim, da če bomo vsi imeli za cilj govoriti to, kar je res in kar dejansko gradi lepše medsebojne odnose, lepši pretok energije bo med nami, več bo miru, več bo vsega tega, kar je dobesedno Božja volja. Zato sem jaz, da za tisto, kar je res, pa tudi če še tako boli. In če bomo dali to pravo, res je, na prvo mesto, potem bomo kot družba, kot posamezniki zelo hitro napredovali v tisto družbo, ki bo blagoslovljena in bomo izgradili tiste prave medsebojne odnose, ki ne bodo temeljili na naši preteklosti, ampak to, kar je po defaultu dejansko Božja volja. In Božja volja je za mene, da smo povezani z Božjo voljo, da jo izpolnjujemo, da se hranimo z njo, da jo živimo, da si odpuščamo drug drugemu vse tisto, kar je zemeljskega, kar je še iz tega nivoja, in da sprejmemo vse te milosti, ki so dobesedno zastonjski dar iz neba. In potem bomo lahko dober zgled za vse bližnje in tudi to bo omogočalo, da bomo naredili en velik premik v družbi, v skupnosti. In zato mislim, da ne gre samo za svobodo govora, gre predvsem, da imamo spoznanje, da moramo govoriti tisto, kar gradi skupnost, kar jo izboljšuje, kar jo na en način povezuje, da ne delamo nič, kar je sodba, kar razdira, kljub temu moramo pa dati tisto, kar je res, na prvo mesto. Prav delaš, moramo vsem dati to, kar je res, na prvo mesto, čeprav moramo včasih en korak nazaj narediti pa reči, žal mi je, da sem izrekel besede, ki so nekoga prizadele. No, tukaj bi morda te jaz prekinil. Zanimiv je ta 39. člen, koliko svobode nam, kolikor je kdo ima, in prag samocenzure je pri posameznikih zelo različen. Je odvisen od vzgoje, od okolja, od občutljivosti, od tega, v kakšnem okolju je otrok rastel. Predvsem sta tukaj zgled starša, predstavljajte si razbite družine, koliko bolečin otrok preživlja, potem šikaniranja v šoli, šikaniranja v vrtcu, ko oče pride ali mama pride ali pa tam, kjer oba prideta, kakšne bolečine so to, in s tem otrok raste in to potlači vase. In to živi v njem ta bolečina, ki v bistvu ga oblikuje skozi vse življenje. Ampak je zanimivo tukaj 40. člen ustave, če grem en člen naprej. Pravi, zagotovljena je pravica do popravka objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta pravica ali interes poslana, in prav tako je zagotovljena pravica do odgovora na objavljeno informacijo. Ker gre tukaj za pravni jezik, lahko po domače rečemo čisto tako. No? Zagotovljena je pravica, da se ti nekdo opraviči, če prestopi svojo mejo. Se pravi, če gre za obvestilo, če
prestopi svojo mejo. Se pravi, če gre za obvestilo, ki te prizadene in če znaš to lepo povedati, se lahko najde lep diskurs, ki ni žaljiv, ampak se pove to, kar sem jaz tudi že enkrat davno govoril, a ne, da se stvari ne jemljejo osebno, ker to je najslabše, ko čustva prevladajo, takrat se začne pekel odvijati, a ne, s katerim se pač prizadene pravica in interes posameznika. Govorimo tukaj res prav o posamezniku in to je ena stvar, ki jo človek čuti navznoter. Druga stvar je pa ta paket od zunaj, kako se obnašamo. In recimo, kako bi, tako kot se ti pravijo, pa vsi smo do tega prišli, da je beseda ostra kakor meč, in da je pač pravica do odgovora, tukaj bi jaz rekel pravica do opravičila, pravica do, če mi pomagate z besedo, do tistega do vrnitve dostojanstva, katero je bilo človeku z besedo odvzeto. Slovenska ustava je ena izmed redkih na svetu, ki ima v sebi tudi besedo dostojanstvo. In če človeku vzameš dostojanstvo, mu praktično vzameš vse, mu vzameš dobro ime, mu vzameš posel, mu vzameš pravzaprav njegovo osebnost. To, kar je na vse življenje gradil, se mu lahko v eni minuti. Eden bi tebe prosil za mnenje, kakšne občutke ob tem, ko poslušaš, zdaj, ko se ta debata razvija, kaj bi ti k temu dodal? Jaz sem tem najprej še nekaj zanimivega povedati, eno besedno igro, ki je v slovenščini, glede besede, ne. Ko sem pisal, ne, sem veliko seciral oziroma še so se sestavljali in tako naprej, ne, in ko smo pri besedi, ne, sami pravi beseda, vendar so ne besa. Ker bes pa je pač, oziroma jeza je pa pač satanova, ne. Tako da, to je ena taka, tudi enega pesnika sem enkrat spoznal, ki je rekel, da on ne zapisuje pesmi, ne. Nekateri si toliko želijo zapisovati pesmi, rekel on, in če jo tudi ne zapišeš, ona zleti naprej pesem, je rekel. Ampak nekateri so pesniki, ki jih nalaš, ker jim nočejo prizemljiti, ki jih pustijo rajši, da letijo. Nekaj v tem kontekstu. Iskrena hvala za tvoje globoko. Dopade se mi, da imamo, da se soočamo z besedo samo, ker beseda, veste, kako krščanska sveta knjiga pravi, ne, glede besede. Beseda je vse nastala, ne. Tako. Z besedo lahko tudi vse uničiš in vse nastane. Ja. Iskrena hvala. Egidi, dajem ti besedo, vidim, da si nekaj ali ne zapisal, upam, da ti bodo misli tekle, tako da z besedo na dan. Ja. Ti bodo misli tekle, tako da z besedo na dan. Ja, sem že prele hotel, se rekel, vse bo še priložnost. Se pravi, opravičilo za žaljive besede ali dejanja se je še premalo pojavilo v Sloveniji, to se moramo še naučiti. Zakaj? Ker, pravijo, v Sloveniji že 10 let opazujem to in pravim, da to ni res. Kaj ni res? Večina ljudi pravi, resnica boli. Večina ljudi pravi, resnica boli. Prav tako pravijo, resnica boli. Jaz pa pravim, laž pa ubija. In zdaj resnica boli samo takrat, ko sem nekaj narobe naredil in se s tem težko soočati. Ampak pri Bogu so posledice, ali si priznaš ali pa ne, soočati. Ampak pri Bogu so posledice, ali si priznaš ali pa ne. Zato zadevo pač duša plača. Zato naj imajo ljudje v glavi, da laž ubija. In opravičilo je pa največja, po mojem, ena velikih oblik ljubezni in ponižnosti, ki je pa tudi Bogu zelo všeč. Ja, toliko. Iskrena hvala za tvoje izredno globoko spoznanje, ki si ga podelil z nami. Torej, to se redko kdaj slišijo v današnjem času, te besede pomnijo, da je bolje biti ponižen, kakor ponosen, in da s ponižnostjo šele dobiš nazaj dostojanstvo in ponos pred drugimi. Če si pa samo ponosen, pa zgubljaš dostojanstvo, zdravje in okolico in vse prijatelje in bližnje.
Ja, to, kar je Egidi rekel, absolutno se s tem strinjam. To je tudi moj moto že 34 let. Priškujem svoje srce komu, kaj se moram še upravičiti. Kdo me je prizadel, pa mu ne morem dati še brezpogojne ljubezni. In res se zelo, zelo močno prizadevam, da bi živela po tej božji zapovedi: ljubi svojega Boga z vsem srcem, vso dušo, vso modrostjo, vsem telesom in ljubi bližnje kakor samega sebe. To se mi zdi zelo velik izziv samega sebe. To se mi zdi zelo velik izziv, vsaj za mene, ker sem prišla iz trnevega sveta, polna zmot in zablod in temin in ran, ki sem jih na en način dobila že skozi rojstvo, skozi otroštvo, skozi srednjo šolo in kasneje skozi partnerske odnose. In nenazadnje tudi, ko sem se z ljubeznijo poročila. In je bilo ogromno nasprotovanj ravno od tistih ljudi, ki bi najbolj mogli blagosloviti to mojo odločitev in ta moj zakon. Iz strani številnih ljudi, ki so živeli po črki, ne po duhu, so moj zakon zelo močno obsodili in to me je zelo bolelo. In bolečina je vedno odsotnost radosti in glede na to, da sem si želela biti radostna, sem delala na tem, da bi to radost nazaj dobila. In zato tudi nenazadnje ni naključje, da sem ustanovila Društvo za srečno življenje, za možnost, da sem lahko ne glede na okoliščine, ki me obdajajo, lahko jaz v sebi srečna, če sem v sozvočju z Božjo besedo, z Svetim Duhom, ker vem, da je bila moja poroka resnično blagoslovljena najprej od zgoraj. Ljudje niso tako sprejeli, številni pravoverni, tukaj bi govorila o številnih vernikih iz Rimokatoliške cerkve, pa ne obsojam za teh vernikov, jaz jih razumem, ker oni so vzgajani, da je vse greh. Za njih je celo greh ljubezen, poroka. In njih je celo greh ljubezen, poroka. In zato smatram, da dostojanstvo, ki ti ga ljudje vzamejo, je boleče za življenje v skupnosti. Vendar to, kar ti pa Bog ponuja, to milo, otrok ljubezni, da sem vredna, da sem lahko srečna, da sem ljubljen otrok, tudi jaz, ne glede na okoliščine, je pa to tista milost, ki ti pa daje moč, da živiš, deluješ in se trudiš in čakaš na tisti dan, ko bo vsak rekel ljubezni da in ko bomo lahko res živeli v čudoviti skupnosti in to je tudi nenazadnje prva alineja 9. člena statuta Društva za srečno življenje, brezpogojna ljubezen. In jaz sem večkrat v situaciji, ko sem testirana, ali bom dala brezpogojno ljubezen, ali bom dala sodbo, ali bom ljubila, ali bom sodila. In osebno se zelo, zelo trudim, čeprav priznam, da ni vedno enostavno, dajati milost, razumeti ljudi, da jim ne jemljem dostojanstva. Iskrena hvala za tvojo besedo. Šolo imaš dobro, kajti nekom, s katerim ni lahko biti poročen, ki pride iz klime, kjer 15 let živi v tako imenovani iluziji, prevari. Povem vam, jaz sem duhovnik, pa nisem veren, vi trije pa niste duhovniki, pa ste zelo verni, občutljivi. Jaz sem vero izgubil in jo iščem nazaj, ampak skozi vas nekako prihajam do spoznanja, da je vera tista, ki nas dela žive. Tako da hvala vam za to. Bi pa povedal, da je v nadaljevanju pa 41. člen Ustave, kjer piše svoboda vesti. Svoboda vesti. Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je svobodno. Kdorkoli od poslušalcev, ki nas posluša in nas bo poslušal,
ta večer ali pa v naslednjih dneh, ali morda celo v letu, kakšni verniki ali kakšni ne vem karkoli, naj si to takoj izbije z glave, kajti to je ustavna svoboda. To je opredelitev posameznika. In so včasih besede, ki nakazujejo mogoče na to rimokatoliško slabo podobo, ki se je skozi te stvari, ki so mišljene tako, kot so mišljene, tudi meni pomagajo v moji osebni rasti z vami vsemi člani, dragi člani Društva Belis za srečno življenje Belis, in tudi sam si prizadevam za to srečo. In z vsakim dnem, ko naredim kaj dobrega, včasih si naredim črtice, to dobro. Vsakim dnem, ko naredim kaj dobrega, včasih si naredim črtice, to dobro delo sem naredil, to dobro delo, in na koncu si rečem, super, Mihajl, super si. In tudi ta večer, ki sem ga organiziral na vašo pobudo, sem zelo vesel in srečen, kajti slišim besede, ki jih še nikoli nisem. In Egidi me je zdajle prosil za besedo, ker mu je nekaj nikoli nisem. In Egidi me je zdajle prosil za besedo, ker mu je nekaj prišlo na misel, tako da Egidi, evo, preskočim govorce in izvoli besedo. Ja, jaz sem ga prosil, da začnem prvi. Zakaj? Zato, ker prvi orje ledino. In sem bil zdaj vmes dvakrat in sem se lahko že na nekaj prijel. In sem bil zdaj vmes dvakrat in sem se lahko že na nekaj prijel. In ni pošteno do jedene in ni veljane. Zato moram tudi jaz ledino urati in zdaj jo bom. Čeprav nisem vedel, kaj bo vprašanje. Svoboda vesti. Ja, večkrat ste me že slišali, da sem rekel, Bog blagoslovi vas in tako naprej. Zdaj vam bom pa razjasnil, da jaz ne hodim in nisem član nobene religije. Sem pa preučevalec svetih spisov, ki kažejo ljudem na zemlji, kako priti do svojega srca. Prebral sem Bhagavad Gito, Sveto pismo, veliki Janezov evangelij Jakoba Lorberja, 4500 strani. Najprej sem v tem kvariatu prebiral, začel sem z pregovori v Dušici Kunavar in reki pregovori in reki, mislim, da jih je okrog 1000 noter. Potem sem prišel na te pregovore iz Svetega pisma, ki so pravzaprav uveljavili tudi v slovenskem jeziku in prostoru. In pregovori so pot do modrosti. Potem sem po antikvariatu iskal Konfucija, preizkusil v svojem življenju, v situacijah, ki sem jih imel z ljudmi, ali to res drži. In ko sem imel svojo izkušnjo, sem vedel, da tem je nekaj ali pa ni nič. Tako da svoboda vesti, ta 41. člen je hvala stvarniku, da imamo to v ustavi, da lahko iščemo pot do srca, do res jede. In najlažje jo bomo najdeli, ko gremo v srce in se direktno povežemo z najvišjim stvarnikom zemlje. To je, evo, mislim, da čist dosti, da ne dolgovezam. Za urad ledino, ne? Ja, za urad ledino. Ja, iskrena hvala, ne, za to, da ta trak tudi malo teče, malo drugače, ne, po ustaljenem redu. Zdaj, Iviljana se je zdaj javila, v redu, da še enkrat preskočimo. Da ne bom zadnja. Ja, svoboda vesti je zelo, zelo močna svoboščina, da imamo svobodo vesti, vendar imamo tudi svobodno voljo. In kar sejemo, to žanjemo, to se moramo zavedati. Vsak, ki seje dobro, bo dobro živ. Vsak, ki seje slabo, bo tudi nažalost slabo živ. In glede na to, da imamo svobodno voljo, ki nam je Bog, hvala Bogu, dal, da nismo roboti, imamo ki ga mi osebno lahko damo na razpolago najvišji božji volji, lahko pa sprejemamo opisov preko ljudi, preko dobrih govorcev in smo zavedeni. Tako je zdaj primer bilo s cepljenjem. Ogromno ljudi sedaj obžaluje, da so sprejemali spodbude strani medijev,
ko so jih navajali, da ne bodo solidarni z bližnjimi, da ne se cepijo za bližnjimi, da ne se cepijo zaradi otrok, zaradi starejših ljudi. In so iz sočutja do bližnjih, ker so bili zavedeni, sprejeli te spodbude, in vendar so bili zavedeni in to zdaj množično ugotavljajo in obžalujejo, vendar so posledice. Jaz se zavedam, da tudi jaz sem bila velikokrat zavedena in sem delala stvari, ker sem bila spodbudena strani zdravnikov, strani učiteljev, je izkazalo, da nisem imela svojega izvora. In zato se zadnje čase zelo rada obračam direktno na izvor in preverjam in prosim za vodstvo Svetega Duha, ki nam je vodi, ki nam je da pravo usmeritev, pravo rešitev. In odkar to bolj redno počnem, vidim, da sem na dobri poti, ker delam ne po svoji svobodi, ne po svobodi govora od drugih ljudi, ne po svoji svobodi, ne po svobodi govora od drugih ljudi, ampak imam en odnos z svobodno voljo, ki je pa najvišja volja, in tej volji se odpiram. In zato moramo razlikovati zelo dobro, kaj je svobodna volja. In zato moramo razlikovati zelo dobro, kaj je svobodna volja. Je več svobodnih volj. In to od mene. Iskrena hvala za to mavrico svobodnih volj. Svoboda vesti je tudi mavrična, vsak si jo po svoje razlaga, vsak jo po svoje vidi. Ali pa sploh ne razume, kaj to je, zaradi tega, ker je izobrazba v sodobnem času tako, oprostite izrazu, zanikrna, usmerjena v materialistično potrošnjo, namesto v globino duše. Pa vendar, ti misliš o svobodi vesti, kako bi ti to definiral kot božji agent? Ja, hvala. Najprej bi si zapisal tukaj eno opombo, ki je Egidi prej rekel, oziroma slovenski rek pravi, da resnica da boli. Slovenski rek pravi, da resnica da boli. Ko sem sam se soočal z resnico, sem potem ta rek prekrstil oziroma preimenoval v to, da resnica samo razdeviči. Na začetku je mogoče malo boleče, ampak potem pa radost in moč in vse. Torej, vse se bomo vrnili nazaj k resnici. Tle smo omenjali vero. Vera nas torej rešuje. To, da verjamemo, torej vera je nekaj med prepričanji, razumeti pa zapisati je pol verovanje, upaš. To je ta vera, o kateri jaz govoril, da nas bo rešila. In potem imamo pa višjo raven resnico oziroma zavedanje. Zavest, ko enostavno čutiš in veš in vidiš. In veš in vidiš. In torej, resnica nas pa osvobodi. Torej, ko spoznamo resnico, zato so tudi tisti, ki nočejo, da smo svobodni, skušajo resnico skriti. Ker vejo, da če bomo spoznali, ko bomo spoznali resnico, bomo osvobojeni. A glede vesti pa sem tako se seznanil z vestjo, da vest pravzaprav še ni zavest. In vest je pravzaprav usadek, ki smo ga dobili od naših staršev, človeških staršev, je tako, jaz prisegam na zavest, na mesto vest. Hvala lepa za tvoje mnenje. Morda bi z vami nocoj podelil še en člen Ustave. In to je 42. člen, ki pravi, pravica je zagotovljena pravica do zbiranja in združevanja. Pravice, veste, da se
uveljavljajo v ustavi direktno na podlagi ustave, brez dodatnih členov, brez dodatnih zakonov. Pravica je tista, ki se po prvem odstavku 15. člena udejanja direktno na podlagi ustave. In to je zagotavljena pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. Vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi. In mi se združujemo. Združujemo se tako ali drugače. Za govorenje, za molitev, za različne stvari se združujemo z interesi, ki jih imamo na družbenih nivojih. Ok. Zdaj pa, glede na te pravico združevanja, dokje je meja, da je združevanje zdravo, oziroma združevanje je tako, ki pomaga družbi do boljših rezultatov, do boljših odnosov. In kdaj je združevanje tako, ko je razdiralno? To je moje vprašanje. Pa začnimo danes z Viljano z tej strani. Viljana, izvoli, prosim za kratko mnenje. Ja. Vprašanje v tem trenutku v Sloveniji. Zato, ker smo bili priča zadnji dve leti, da so to omejevali, preprečevali solzivci s prepovedmi izražanje svobodne volje in pravice predvsem v govoru, v javnosti je bilo velikokrat prisotno tudi prepoved govorjenja resnice, to, kar je res. In mislim, da je ta člen izredno pomemben, da se ga zavemo, da ga tudi živimo in da se res svobodno združujemo z dobrimi nameni, s tistimi nameni, da bomo ljudje živeti res to življenje, ki je po defaultu lahko srečno, radostno, zdravo, ker nam je dano vsem nam, da živimo popolno življenje, tudi tukaj zdaj v okviru zemeljskega življenja. Ker nismo samo zemeljska bitja, sodi, v kateri je lahko duh radosti, sreče, miru, ljubezni, skupnosti, lahko je pa duh sodbe, duh jeze, duh razdiranja, duh nasilja, duh smrti. In tukaj mislim, da je ta člen zelo dobro uporabljen prav v okviru Društva za srečno življenje Belis, ker se zdaj že 2 leti intenzivno zbiramo z namenom, da drug drugemu dajemo podporo, da drug drugemu dajemo spodbude, da imamo pravico reči ne nasilju, pa ne bo to nasilje, da imamo pravico reči ne nasilju, pa ne bo to nasilje v obliki sprejemanja raznih cepiv ali raznih testov, mask in tako dalje. In večkrat slišimo od ljudi, kako so veseli, da je Društvo za srečno življenje Belis bilo tukaj dano za to spodbudo in za ta pogum, da so ljudje bili pogumni, da so lahko zaživeli tisto, kar so čutili, da jih ni bilo strah reči ne maskam, ne cepivom, ne testom. In to se mi zdi velika Belis v teh časih, da smo bili tukaj vsak teden fizično in istočasno v duhu ves čas prisotni s to pravico, da se združimo, da se zavzemamo za človekove pravice, za naravne zakone, za matematično logiko in da zmagujemo in da zmaguje resnica v tem smislu v nas, okrog nas in tudi v okviru Društva Belis za srečno življenje. Iskrena hvala za tvoje mnenje. Eden, izvoli besedo. Ja, včasih tako pravi učitelj, ki se vrača v svet, da ko nam je dovolj, ko smo naveličani in utrujeni, nam je dano srce, ne? Vsak mu je dan sveti prostor srca, kjer se umakne, ko mu je dovolj, ko je naveličan, ko brat rekel prijatelj, se odmakne. Ne? In lahko rečemo, točka ljubezni je tista magična točka,
ki če se v vanjo obrnemo, oziroma iz nje izhajamo, iz nje pošljemo žare, klase, kakorkoli že, lahko tudi druženje, karkoli se od zunaj dogaja, ga alkimizira, preobrazi zunanje okoliščine in je edina, kar je relevantna. Hvala lepa. To je bilo zelo globoko povedano, ponovno zelo fajn. So stavčne zveze in stavčne kombinacije, ki jih dejansko tudi jaz prvič slišim, poglobljeno z drugega zornega kota, tako kot stvari, ki jo obračaš in jo vidiš čisto na novo z enega vogala, tako tudi z besedami, ki jih začutiš in ti zavibrira v duši na tistem mestu, ko še ni. In te prosim še za tvoje mnenje. Ja, z nežno kombinacijo, zdaj si mi malo spremenil moje misli. Ali pa bom tako povedal, kot sem si zamislil na začetku, pa sem potem malo spremenil. Daj se motiti. Ja. Evo, vrane se zbirajo svobodno. Zakaj se ne bi tudi ljudje? Nimam kaj za dodati. Ta člen je v bistvu posledica prejšnjega režima, ko se dejansko niso smeli zbirati in zdaj se lahko, in to lahko kar globoko. Ta člen je v bistvu posledica prejšnjega režima, ko se dejansko niso smeli zbirati in zdaj se lahko, in to lahko kar globoko cenimo. To bi imel, nimam kaj dosti, mi je čuden ta člen. Mislim, nenaraven. Ko človek enkrat zgubi in potem pride trenutek, kot je prišel izpred 2 let COVID in je prišla maska, se pravi simbolično, vsi vemo, da znanstveno ni dokazano, da ščiti pred virusi, še prah delavca, še pred prahom ga dobro ne zaščiti. Pa vendar so to, če nismo bili pridni, ubogljivi kot mali otroci, a ne? Z druge strani cepiva, za katere smo raziskovalci ugotovili, da niso lih najbolj zdravila, ampak da gre za nekaj novega, za neko novo tehnologijo, nove prijeme, novo psihologijo, distanca, tehnologijo, nove prijeme, novo psihologijo, distanca, ki prepoveduje združevanje. Vse te stvari skozi zdaj, kar smo imeli, svoboda izražanja, je omejena na vsakem koraku, na vseh družabnih omrežjih, povsod je svoboda misli omejena, da ni v standardu poslanstva skupnosti ali s pravili skupnosti. In jaz se sprašujem, kdo je ta skupnost, ki postavlja pravila. Egidi, prosim za tvoje mnenje. Kaj misliš, kdo je tista skupina, ki na internetu, v družbi, časopisu postavlja pravila za omejevanje govora, oziroma tisto, kar ti misliš, da je prav, in te odrežejo? Kdo je ta skupina? Ali, ja, pač. Ja, kdo je ta skupina? Ne vem. Mediji, poslanci, zakonsko, mediji pa pač svojo močjo. Ne vem več. Več ne bi vedel, ne vem. Kaj meniš ti, Eden? Ja, to so kar globoke, ker tukaj je veliko slojev družbe, kar je na površju, kar ljudje vejo in kar čreda živi in se igra, je zelo banalno, dolgočasno. Ko se seznanja človek z globino stvarnosti na zemlji, kam sega in magije in tako naprej, manipulacije, vodstva, to so, ja, veliko nivojev je, ne. Tako da, tle so, večina, več ali manj vse od njih so bile dobronamerno ustanovljene, ne, ampak potem, ko so prišli do moči, ker niso imeli še tisto iskro zavesti, so bile potem skorupirane oziroma zlorabljene, so lahko jih tisti najgloblji sloji biti, ki če hočemo rečemo in demoni ali pa neki negativni vesoljci
ali kakorkoli že, jih potem zavedli, zapeljali in uporabili, zlorabili. Tako da rečemo tle kadrovska mafija, ali so to prostozidarji ali iluminati, to so velik nivoji ali iluminati, to so velik nivoji teh volkov, ne. Torej oni imajo funkcijo volkov, to če se spomnite, sem že govoril o teh zadevah. Tako da, ja. Ja. Bi To- pa samo še rekel odprej, ko sem govoril o srcu, da srce in srce sta nepremagljiva, ne. Se pravi, po tvojem mnenju, tudi če je na internetu blog, če je v časopisu blog, če ni svobode govora, če moramo držati distanco, če imaš resnico in jo ne smeš povedati, ker veš, da boš izbrisan iz recimo portalov ali pa kako iz recimo portalov ali pa kako drugače omejen, je to v bistvu zavest tista, preko katere se lahko združujemo. Okay, hvala za tvoje mnenje. Iviljana, prosim še za tvoje mnenje, potem pa Ja. zaključimo nocojšnji večer. Jaz imam pa tukaj zdaj majčken daljši odgovor, če dovoliš. Ne morem kratkega, ker je tema zelo pomembna za vse nas, da razumemo. Leta 88, 29. november sem slišala en najboljši stavek, ki me še danes. Dovolj je en človek, ki bo zmagal z brezpogojno ljubeznijo, bo brezpogojna ljubezen zmagala. In če nas bo več posameznikov, ki bomo živeli to brezpogojno ljubezen, ki bomo ljubezen, ki bomo to srčno iskro povečevali do polnine srca, da bo v našem srcu samo ljubezen ostala, brez sodbe, brez temin, brez bolečin, brez jeze, brez vseh teh zemeljskih duhov oziroma spoznanj, ko bomo res sposobni dajati brezpogojno ljubezen, ko bomo ljubili z brezpogojno ljubezni tudi naše sovražnike, takrat bojo dani najboljši temelji za družbo, ki bo zmagala z brezpogojno ljubeznijo. In to se bo zgodilo, ker nas je vedno več teh posameznikov in verjamem, da ta iskra, ki jo imamo vsi v srcu, se povečuje, ravno skozi ta druženja, ki jih imamo skozi Društvo za srečno življenje Belis, skozi vse čudovite posameznike, ki so dali ljubezen na prvo mesto, ne sodbe. In zato verjamem, da bomo v letošnjem letu, ko bojo volitve, izvolili tistega predsednika, ki bo imel to veliko iskro že v svojem srcu. In takega predsednika bomo izvolili, če bo naša zavest dovolj visoka, da ga želimo imeti, da ga hočemo imeti, da ga potrebujemo in da se bomo odločili za takega predsednika. In jaz verjamem, da bojo na teh slovenskih volitvah resnično v tem letošnjem letu, da bo zmagala ta močna zavest z brezpogojno ljubeznijo. Najlepša hvala za tvoje mnenje, a ne, da tudi tisti dobri kandidati, da bi se jih čim manj omejevalo, ker je zelo dobrih kandidatov in jih družba kot taka politika omejuje. Tako da, kar se tega tiče, dragi moji, hvala vam za vaš čas. Egidi šel in si vzel čas in prosim še za zaključno tvojo besedo. Samo eno vprašanje imam za tebe. Če je mikrofon zdaj testiran? Mikrofon mislim, da je testiran, vkolikor se bodo naši člani tukaj, ki poslušajo na Telegramu, javili in povedali, če slišijo, pomeni je telefon testiran. Če se bo kjer javil pa povedal, ali se kaj sliši ali ne, pa tudi prav. Ne? Boris, se kaj sliši? Tanja, se kaj sliši? Vse? Test, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Super! Dela. Dela, čudec. Je odzval in prišel in za vsako modrost izrečeno iskrena hvala tudi tebi, draga Iviljana. Za vsako izrečeno besedo želim, da se ti uresniči in vidim, da je tvoja vera neomajna in želim, da te še bolj neomajna spremlja skozi vsakdanje življenje. In jaz se vam v imenu Društva za srečno življenje Belis iskreno zahvaljujem
vsem trem in sebi, in s tem zaključujem današnji Belly's Voice podcast v upanju, da se čim prej spet srečamo in kakšno šolsko uro, dobro šolsko uro, kot spet srečamo in kakšno šolsko uro, dobro šolsko uro, kot zdaj, dobre misli širimo v eter in v naše slovensko področje in med ljudi, da bomo lažje skupaj živeli. Hvala lepa in lep večer vsem skupaj. Hvala tebi, Mihael, hvala vsem. Ja, lep večer. Lep večer še naprej. Belly's Voice podcast. Hvala, ker ste bili z nami.